Ljudje in ljudine, poslušate Obot, drugo nepilotno oziroma 5. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem bomo za vas gledali, spremljali, brali in poslušali serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot je organ za bdenje nad okularnimi dražljaji in tokrat smo to, tako kot zmeraj, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost, ime je Aljoša Harlamov. Lep pozdrav vsem poslušalcem, ki ste nas to epizodo morda prvič odkrili. In poslušalkam. In poslušalkam, nisem rekel, se oprečujem, uporabljal sem moški spol kot generalno za vse, ampak ne, poslušalkam in poslušalcem, tako je, ki ste nas to epizodo morda odkrili. Še toliko lepši pozdrav pa unim, ki z nami ustrajate zdaj že 5. epizodo, ki ste vse preposlušali in ste z nami že od začetka. Živijo. Hello. Super. Ja, take imamo radi. Tokrat smo za vas pogledali film Venom v režiji Rubena Fleischerja, v glavnih vlogah Tom Hardy, Michelle Williams in Riz Ahmed. Ob njem pa bomo nekako sopostavili še en dokaj podoben, čeprav povsem drugačen film Upgrade, avstralski z 2018, režiserja in scenarista Leigha Whannell, ki je med drugim posnel Insidious in Žago, za katero mi Igor pravi, da je tudi sestavljanka groze, ker v glavni vlogi igra Logan Marshall Green. Skratka, 2 filma, ki jo bomo danes obravnavali. In seveda pozor, kvarniki, če niste gledali enega, ne drugega, pa bi radi, pa ne bi radi že bili oropani užitka plota, pač nehajte poslušati na tej točki ali pa dajte skozi vsaj še intro, ki sledi zdajle. Torej. Nekaj povem, da Upgrade nisem gledal. No, vse v redu. Dobro, jaz bom pa tu po fejku. Dobro, pol pa tebi, Mito, pripade danes častna naloga, da povzameš Venom. Venom, ok. Venom. Taram. Ja, v bistvu Venom je zdaj stripovski lik, arch nemesis oziroma antijunak Spidermana. Mislim, da so ga v 80-ih nekako oblikovali, da se je takrat tudi prvič pojavil, nekako, mislim, da celo to je lušna štorija, da je to ideja enega od bralcev stripa Spidermana in da je potem, mislim, da ne vem, kdo od Marvela. Pisal jim je. Ja, pisal jim je pismo, kao, to bi bilo cool, pa če bi to, pa levo, desno in so odkupili. Pa mislim, da zdaj ne, $500, neka taka varijanta in pol so 2 leti tisto neki maštal na Marvelu in sproducirali prvi strip, če se ne motim, ne me kdo popravi, 86 je prvi strip vseko Venoma. Ne. Venom je simbiont, skratka neka črna spaka, ki se iz vesolja priplazi na zemljo, so različne štorije, kako tudi v filmu je v bistvu taka neka spacey fora, ki se ladja vrne in pristane in ima teh več simbiontov, so še zraven Riot, pa Carnage, pa še ne vem kdo. No in ta Venom zasede ali pa začne upravljati za svojim gostiteljem, ponavadi ljudje, ampak so pa lahko tudi druge zadeve. Ne? Živali, ne vem, ja, predvsem, ja, živali. Ja, se vidimo, pasiv mes. Ja, kužek, ne. No, ta Venom ima potem seveda zelo Spider-manovske moči, neke dolge lovke. Imam eno vprašanje, ker ne poznam toliko stripu, a je vedno najprej Venom pride na Spider-mana v originalu ali pride na druge ljudi, ali kak je tu povezava s Spider-manom, razen da se borite. A je tako v trojki, da Spider-man 3, da gre najprej na njega? Ne, različno je, ampak nekako srednje osišče je Eddie Brock, ta konkurenčni novinar Peteru Parkerju. Ne. To je vedno v zgodbah. Nekako Venom pa Eddie Brock sta komplementa drugemu. Ne. Torej, Eddie Brock ima nekako malo bolj temačno psihologijo, ne, je bolj častih lepen. Ja, je bolj Tom Hardy proti onemu. Ja. V bistvu vedno je to osišče. Ne. Zdaj, v enih stripih, ko skoči na Spidermana, na Petera Parkerja, pa vzame pač potem tisti logo, pa neke bele črte. Tu v filmu vidimo, da je malo
drugače, nima teh nekih značilnosti, ne? In tudi eni fani pa kritiki so pisali na internetu, da kje so ti logoti pa tako naprej, ampak to v stripih pa mislim, tudi v Sam Raimiovem tretjem filmu, ne, Spider-mana, tudi nekako deloma razloženo, da v bistvu šele ko gre, dobi on nekako tiste lastnosti. Skratka, Venom je parazit, on je simbiont, ki povzema potem nase neke določene lastnosti, pa psihologije, pa bla bla bla. Če gremo zdaj na obnovo, Venom pristane na vesoljski ladji, kvazi Elon Musk, lika Riza Ahmeda, ki želi Zemljo, ne vem, on želi raka rešiti, on ne vem, kaj želi vse rešiti. Meni je bilo v redu sci-fi element, ko reče vmes, mimo grede smo se ustavili na kometu in pogledali, kaj gor. Tu v real life načrtujemo 20 let. Točno to, Pa to šlo in krožnice. Zato je glih taka Elon Musk špricer ideja, veš, dajmo se še mogoče malo ustaviti. Elon Musk je strokovnjak za jame, bolj kot za komete, kot smo gotovili zadnji cajt, ampak všeč mi je, meni je bila tudi všeč ta že, če malo komentiramo, že lahko sproti, točno to sem jaz takoj pomislil, ko sem videl tega tipa. To je tipični Elon Musk, megaloman, nek človek, ki ga ima, ki je, ne vem, 3 korake od James Bond Willana. Mimo grede, to je bil meni en bolj lušnih elementov, zato ker Jon Favreau pa nekdo je še bil scenarist Iron Mana prvega, sta priznala, da sta se po masku zgledovala, ko sta Tony Starka razvila filmsko različico Tele Downhill. In pač v teh 10 letih skozi pač vse te Marvelove filme smo prišli od tega, Elon Musk je Iron Man, Elon Musk je zdaj arch nemesis tukaj. Kar mislim, da pokaže en zdrav pogled na kapitalizem, ki ga dobiva sodobna družba. Ali pa vse na Elon Musk. Upajmo, da res je. Skratka, pridejo ti simbionti. In v bistvu si tak, kot je že klasično za kaki žanr, bad guy nekaj uleti ven, ne more zadržati vseh teh zadev na kupu. Se en simbiont v bistvu takoj pobegne in preseli na druge gostitelje, in imaš to neko stransko zgodbo. In Venom tudi, Venom je pa v laboratoriju zaprti. Zdaj Eddie Brock, ki je pa nadbuden raziskovalni novinar, in ga v bistvu njegova časopisna hiša z velikim čojem pošle, da zelo benigno naj poroča o dogodivščinah tega našega Elon Muska. Ampak seveda njemu to ne gre prav in ga sprašuje neprijetna vprašanja, na kar zgubi službo, pol se pa vseeno odloči, da gre nazaj, pa raziskuje še enkrat, kaj se dogaja. Tukaj en ključen element je to, da vprašanja dobi tako, da svoj baby špega njene zaupne dokumente. Je ona odvetnica, ki zastopa tudi med drugim ravno tega Riza. Viš, to je tako hitro pozornje, zato ker v bistvu lahko potem še bolj komentiram, to je ta lik, Michelle Williams / njegove punce / ta odvetnica, od katere dobi odgovor, je tako medla, ampak dobro, za obnovo zdaj na hiter. Skratka, on dobi še en ponovni pogon kot nek freelancer, da bi šel na novo ta vprašanje, pa raziskovati, kaj dejansko se res tam dogaja, in seveda faše en virus z imenom Venom. In v bistvu celotno gonilo tega filma gradi na odnosu Venoma, ki je zelo samostojen simbiont, ni nek parazit, ki te samo cuza, ampak v bistvu mu govori v glavo, mu podaja mnenja, pa komentarje, ima svoje želje, to je v bistvu en najlepših momentov, pa oziroma najbolj komičnih tudi, ko v bistvu ta ekstra glava ven pride, pa mu začne razlagati, čuj stari, da imam malo to drugače, pa tak naprej. Za zdaj bom toliko povedal. Zahteva pa tudi, da živo hrano je, živa bitja, kar mi je najbolj lušno, ko je v restauraciji, pa zgrabi tisti dragi steak, pa ga da v usta, pa tak, to je vse mrtvo. Tako da je tako povedal onim gostom tam, kak lahko servirate mrtvo hrano. Pol se vrže v neki tank z živimi jastogi in veš, nekaj me je to spomnilo, sem pol prebral, da nekdo že to napisal, ampak na masko Jim Carreya, ki je čisto podobna fora. Čist. On tudi not. Meni se je to zdel še kar dober moment, da pač mora ta Venom jesti žive, ker ponavadi pač imamo to
to je anti-junak, ne, in to za anti-junaka je pomembno, da ima pač neko tako stvar, in tu pač je, da mora žive stvari jesti in tudi ljudi je, ne, in tudi poje ene, pač v filmu en kup ljudi, čeprav dobro unga na konci očitno celega, kar je bilo meni malo too much, pač tu vseeno niso šli toliko, so malo bili PG-13 ali se samo čist v gabaritih. Ja. Ampak se mi je pa zdelo pa cool, no, da ima eno tako lastnost, ker lahko bi to ven zrezali, ne, pa bi bil samo super moči z nobenim, ampak meni se zdi, da pač Venom je vseeno neka pač zunajzemeljsko bitje in pač mora imeti kako tudi ugly lastnost, pač mora imeti nekaj, tako da ni, da je to zdaj drugi Spider-Man ali ne vem kaj. No. Ne, se je bilo rečeno, v filmu je rečeno, da v bistvu tile simbionti so nasploh vsi bad. Vsi so zelo nekako nasilni, pa požrešni, pa so evil, no, nekako. Ampak on je loser. Venom od vseh je loser, ki je kombiniran z Eddie Brockom, neka taka kao res anti-junaška benigna tvorbica na pol, ne. In ona se non-stop borita tisto, da ne moreš ti za bistvo takole kar početi, pa grist ljudi, pa kao jim komentirati njihove 12-ternike ali pa ne vem, kaj še jim komentira. To se meni zdelo zelo zanimivo, to, kar je Igor sicer rekel, ker je pa v bistvu film postavi, da je ta Brock loser. Sam zato, ker pač sledi svojim idealom in resnici in pravici je loser, ker pač zgubi službo in punco in ne vem kaj. Ne. To se mi je zdelo malo sicer too much. No. Pač, zakaj bi bil? To ni loser, to je človek, ki ima načela, sam pač jebat ga v tem sistemu. Ja, se glih to, ja. A veš, v ameriškem očitno časopisnem sodobnem Trump sistemu si ti, če zasleduješ fakte, si loser. Ja, vem, ampak se po drugi strani Britanci so tukaj več... Kar se tiče takega obnašanja, kot ga ima on, so tu oni več stopni pred njimi, mislim Daily Mail in podobno. Mislim, kar se mi zdi tako je, da on po eni strani izgubi vse skupaj, zato ker sledi resnici, po drugi strani pa izgubi vse skupaj, zato ker je zdaj zaupanje svoje bebe, kar je pa grdo ne glede, v katerem poklicu si. Tudi ona izgubi službo. Ona izgubi službo zaradi tega, ne, na zadnje. No, tako da to se mi je zdelo, da vseeno ni cool. Ne? In tu so iskali to, da on je baraba, ampak ima neke ideale, ampak... pač napačna stvar naredi zaradi idealov. No? Se toga naredi kar plastičnega. Zdaj, če bi samo on takoj v prvem aktu prepadal pa zasledoval to isto sceno, bi bilo zelo boring. Čeprav jaz moram priznati, da nisem kupil Toma Hardija kot novinar. To mi je bilo pa res tako. Ko se on pogovarja z njim, to mi je bilo pa res, pa vsi ti posnetki, ko je bil z nekih križnih žarišč. Jaz ne, si Tom Hardy v življenju ni pogledal enega prispevka. Res je zgledal tak lesen tam. Ja, to je zelo rokca, ko tak maha na beležko. Sploh se ni znal obnašati novinarsko, to se mi je zdelo. Meni tudi. Meni se zdi, da je pač že to, da so ga končno pripričali, da govori ameriško, mu vzelo cel fokus zdaj. Mogoče, ja. Še kaj v enem filmu This Means War, neka romantična komedija, akcijska z Chrisom Pineom pa Reese Witherspoon. On igra ciljnega agenta, ki govori britansko in to nobenega ne zmoti. Infiltriral se je med zaveznike. Britansko govori. Nekaj se drugače, on lahko, mislim, da v Legends, naprimer Tom Hardy na glase, pa te neke popačenosti full dobro spele. Tudi, da ne vem, zdaj, če to full handicap. Jaz se enostavno mislim, da Tom Hardy je dobil ta scenarij, po mojem govoru, mogoče imel kakšen deal še za Sonyjem, da moraš posneti neki za Sony ali kaj, ne vem, ker je Tom Hardy je deloval malo tako zelo prizemljeno, ne najbolj prepričljivo. Čeprav je imel kar svobode, koliko jaz razumem. Ne? Pač, treba je vedeti, da on tudi glas Venoma, ne? Pač, da on je najprej posnel te stvari in da v bistvu neka ideja, ko sem bral o tem, pač je bila, da on pač posname Venoma, kar njegove replike pa je nekako napol improviziral. Ne? Tako da mogoče ene stvari niso bile čist to the point, nekje bi se lahko dalo malo boljše, no? Tu pa tam je bilo čisto v redu komično, ampak meni je bilo pač smešno, ker dosti kritikov je ravno to izpostavljal, pač ta miks komedije, ker se on pogovarja s samim sabo oziroma s simbiontom sebi, ne, in pač miks akcije, da ni bilo dobro tempirano. Meni se to ni zdelo tako, je pa res, da včasih pač to, sem rekel, eni ti pač dialogi niso glih pač bili najbolj izbrušeni in to se je takoj videlo, ko se on pogovarja. Konec mi je bil recimo še najbolj všeč, ko se ona dva pogovarjata na ulici. Razgrabljata, tako da to, no, zdaj, če smo pač mogoče že malo pri ocenah filma, no, kaj ste si pa mislila o filmu, vam je bil cool? Ja, meni se je presenetljivo dopadal, jaz sem
pač Venom v Spider-Manu 3, tako kot pač Borman, se ostalo v Spider-Manu 3 ni deloval prepričljivo. Potem so z Amazing Spider-Manom poskusili full teh vilanov not vnesti, kar je bilo res bedno. Mislim, Giamatti tam kot Rhino, pa vse tisto. Čisto overkill me je skrbelo, da jih to ni izučilo. In da še kar silijo z glavo, da pač če imamo vse Spider-Man like, rabi pa vsak svoj film. Ampak vidim, da so razmislili in so kar dodelali zadevo. Ni to zdaj na ravni Viteza Tame, ni to niti na ravni Thor Ragnarok, ampak je pa soliden film. Mislim, je bil bolj všeč kot Spider-Man. Kje je Spider-Man? Homecoming. Resno? Res? Ja, Ok, tu se pa jaz ne morem. Jaz tudi, ne. Meni je Spider-Man, ta zadnji dober Spider-Man mi je bil dvojka, Raimijev. Ja. Ampak Homecoming, kaj ti ni bil? Oba sta mi bila tak, ok. Ne vem, meni je bil pač dobro, treba ga gledati kot uvoden spet film, pač še ena nov štart. Mislim, to mi je bil glavni problem pri Spider-Man Homecoming, a je res treba še en uvoden film. Ja, za mene, ki nisem gledal onih, absolutno. Ja, jaz nisem mar, mislim, začel sem gledati prvega, pa mi ni bil všeč. Ja, samo viš, to si pa zamudil, ker Spider-Man 2 meni z full dober. Aha, ok, recimo. Res dober. Nisem, ja, pač dobro, jaz sem imel vedno predsodke. Kaj pa Amazing Spider-Man si gledal? Jaz sem gledal, jaz Garfieldom, kaj že. Ja, Garfield pa Emma Stone, ja, ni tisto. Ne. No, celo kak film z Emma Stone tudi preskočim. Pač tisti filmi res niso delovali in tam, da vam to razložim, tam not je v dvojki je vilen Elektro, ki ga igra Jamie Foxx, ki je super, ne? Ampak okrog te štorije osrednje so nametali še cel kup drugih vilanov in potem tudi zaključek filma, še Green Goblin zaključek filma pač pokaže, da že ima on pripravljeno orožje Green Goblin za Sinister Six, ki bi pol ne vem prišel, ampak hvala Bogu so se takrat stavili, ker tisto že ni bilo ničemu podobno več. Tako da mislim, da je pametno, da so z nule štartali, kar mi je pa bil problem pa tam, da ne bi rabili štartati spet s srednješolcem. Lahko bi bil Spider-Man starejši. Ja, sem mislim, da je bil tudi v okviru celega Marvelovega vesolja je rabo. Iron Man je rabo enega protėžija, pač to se bo zdaj, upam, da v naslednjih Avengerjih pokazal. Glih ne bi rabo biti srednješolc. Ja, samo Peter Parker je v defaultu srednješolc. Ja, vem, samo pol odraste, pa gre na faks. Ja, vsak enkrat odraste. Tudi Robin gre na faks. Dobro, to je zdaj preskok iz Venoma, ampak veš, Peter Parker je po defaultu kao bolj loser kot pa sam Eddie Brock. Ne, a veš, zdaj, zato ker je pač tisti nepopularen fantek, ki sam fotografira, pa piše za šolski cajtnik, pa tak naprej. V bistvu to ga naredili nekako očaljivo prikupnega, pa nekako se lahko z njega poistovetiš, ki ima neke zelo človeške najstniške probleme, pa levo desno. Če ga narediš odraslega, tako kot so v 60-ih naredili tisto TV serijo, ne? Problem tiste serije je ne efekti, pa počasnost, pa bedne zgodbe, ampak dejansko nek 28-letni mulok za tisti čas, za tisti čas se sprašuje, zakaj še ti nisi užijen, naprimer. A veš, ne? Ne vem, meni je to čar Petera Parkera, ne? Medtem ko Eddie Brock, če ga zdaj kontrastiram z Sam Raimijevim trojka Eddie Brockom, ne? Kak je temu igralcu sploh ime, ki je iz 70-ih, ta 70-ih? Topher Grace. Ja, v bistvu on je zajebo s to vlogo, ne? On je preskočil, on je zapustil tisto serijo, zato da bi šel to snemat, je bil flop in zdaj ima orang probleme se nazaj vračati, v bistvu tako. Ne, se občasno se pojavi, ki je v Predator si bil super. Ja, ampak to je taka Ryan Reynolds Green Lantern fora, ne? Ryan Reynolds je dost... No, ampak da kontrastiram, ne, v bistvu v tretjem filmu Sam Raimija Eddie Brock dobi sam faše neki problem, pa zgubi neko foro proti Peter Parkerju in on je zloben od takrat naprej. Game over. Medtem ko tukaj Eddie Brock pa ja, tako si ti rekel, Aljoša, da v bistvu se non-stop bori, da bi pač naredil nekaj bolje, nekaj izboljšal, ali prišel nazaj s svojo punco, ali razkrinko tega Riz Ahmeda, Elon Musk, zloveščega tipa, ne? In mu da neko določeno gonilo, ne? Mu da neko zanimivost. Ne? Mislim, kot bad guy, če ga gledam kot bad guy, čisto ok. Če ga gledam kot anti-junaka, mu pa malo manjka. Ne vem še, ne morem zbuci kopičiti kam. Sam film, če zdaj zelo posplošiš, o čem se gre film? Lej, gre se o enem tipu, ki faše virusi in ona dva in film je na pol akcijada, na pol komedija pa se zgodi takrat, ko se ona dva drug med drugim pogovarjata. To je to.
Michelle Williams je zelo bleda tam, nobenega seksapila nimata, nobene kemije nimata z Razen tam, kjer je ona Venom. Ja, ampak tisto meni... Niti bi všeč njun fantastičen poljub. Ma ne vem, to sem zdaj že ene 3 kritike bral na to, kako je to noro, spolno, gender, nekaj levo, desno, pa se mi zdi, ne, to je zriti potegneno, pun intended. To je absolutno nek prikaz prenosa spolne bolezni. Čemu to je? Človeka na drugega. Oziroma, še tako se vpraši, ker prej je bil, prednji šov v njo je bil v Kušku, mogoče kaj od tam prenesel. No, ampak tega niso prikazali, to se zgodi off-screen, oziroma off-camera. Meni se je tu zdelo, to se meni zdelo, ja, gender fluidity, on gre iz tega, da je ženska poljubi tipa, s katerim si želi biti. To je zelo vredo in pol cel cajt govori, da bodo vsi trije skupaj. Mislim, Venom ima ideje za trojčka z njima dvema. Dajmo biti odkriti. Venom ima tu eno sexual agendo z njima dvema. Sexual agenda, cel film je aseksualen, popolnoma. Mislim, edino, kar je seksualnega na Venomu, da v bistvu ima neka določena poželenja, kao, ne? Ampak on bi očitno, kao, čaj, kako se že... Dobesedno meseno. Kako že v I will fuck everything that moves, naprimer, iz Blue Velveta, ki se v bistvu Hopper zadere, ne? To je Venom. Pač, naprimer, ne, kao v sami srži, ne. Samo, kakšen je njegov spol? Se ni spolat. Spol je zelo človeška, v bistvu. Ja, no, zadeva, mislim, da symbiont gotovo nima, ne? Ne. Mislim, se nikjer tudi ne piše, ali imajo oni, a se razmnožujejo. Zato tudi v kontrastu z Riotom, ki prevzame Riz Ahmeda, / Elon Muska, ne. V bistvu, on sploh ne govori, ne. Te perspektive niti ne zaznamo, ne. Kar je mogoče plus točka, ali pa minus točka, ne vem, odvisno kako vzameš, ne, ker v onih post-credit scenes, ker lahko še potem kasneje omenimo, imamo še enega simbionta, ne, in vsi zdaj se obešajo na nek video esejih, samo mogoče film je tak, ampak end credit je pa... Kratka, veš, Venom, ta spolnost pa to, ne, ker zdaj neki vsi razlagajo, pa tudi Štefančič je tam nekaj kao, neki iz gender fluidity, pa ti si zdaj rekel, jaz tega ne vem, nisem začutil tega. Pa mogoče premalo en prizor, ne. Pač ja, že sam seks so zrezali ven. No. Ja, tisto je bilo pa meni tudi, posebej, ko smo šli z nečakom gledati, mi je kar odleglo. Ampak ja, no. Vse nisi Deadpoola gledal z nečakom. No, to je tudi res, ja. Ne, mislim, da je prostor tudi za to zgodbo. Mislim, da pač glede na to, koliko se nas je obesilo na to, da bi to radi videli. Sumim, da bo nadaljevanju, če bo, ne, nadaljevali to. Ne? Če smo čisto odkriti, ne, kao, največji fuk, oziroma edini fuk, ki se je zgodil, in že vidim, da bomo dobili na iTunes zopet ne? Hvala lepa, se si že prej to zafrknil. Ja, se vem, sorry, pač moramo si zaslužiti. Ja. Je na koncu, v zadnjem fight sceno, ker vsa tista fluidnost teh dveh simbiontov, ki se tepeta med sabo z obema likoma, ne, ki zgleda tako, kot v Harry Potterju, Voldemort in Harry Potter, ki se lepita, pa ližeta, pa... Ja, upajmo, da res ne. Pa, veš, rečemo, če je to fuk, pol je to pač... symbiont funk nekako. Medtem ko v to, kako gledamo človeški fuk, to pa ni. Tudi je stvar v tem, da bi nas večina rada videla Michelle Williams kot super junakinjo oziroma Venom. To v stripih je, v stripih to pa je, ker njeno ime je Anne. In v stripih Anne je zgolj ena od punc, ki jih Eddie Brock ima, ne, v različnih teh inačicah njegovih štori. In Anne faše simbionta. Aha, ampak enega drugega. Ne, tudi Venoma, pol pa še ene druge, kao, ne, a veš, to je vse tako se križa, pa vrača, pa obrača, pa tako naprej. Tako da, ne, ko bral sem ene te neke fan-fiction variante, pa v bistvu fan odzive, ne, pardon, ne, fan-fiction, napačna beseda. Ja, so vsi tako bili skošili, the best, ker zdaj, če bo dvojka, pa če Michelle Williams ostane, mogoče lahko ona ena od ostalih dveh, ki še nista bila omenjena v teh simbiontov, prevzame na se pa neke take fore. Tako da, če kaj ta film naredi, mogoče odpira kao potem, ker zdaj mislim, da je že da zdaj bistvo je že znano, da bojo snemali naprej, vse za 2-3, ja, mislim, da zato, ker se toliko keša že noter preneslo, ne. Okay, kaj pa v bistvu pričakujete od nadaljevanja? Zdaj, after credit scene, da ne hitro povemo.
Tisti, ki to poslušate med gledanjem filma, ne? Počakajte do konca. Ostanite do konca. Skratka, na koncu gre Eddie Brock kot novinar v zapor, kjer spozna Woodyja Harrelsona. Pogovoriti se moramo o Woodyju Harrelsonu. Tako je. Ki ima najslabšo lasuljo vseh časov. To je pa kar. Ampak je cool, meni tako klovnovsko. Ampak why so serious? Why so serious, in reče, when I get out of here, it'll be a carnage. Sploh ne vemo, katero simbiont je v njem. Ampak to bi lahko bilo zanimivo. Woody Harrelson v psihomodu mi je bil zelo všeč v Rojenih morilcih, v Wag the Dog. V bistvu sploh ne vem, zakaj prijazni ljudi igra, ker je toliko dobro. Sploh bi mogli prepovedati. Tako da to bi lahko bilo zanimivo, ampak kar je pa bolj ključno, ne, da obvisli bo Carnage not, ali pričakujete, da bo Spider-Man v nadaljevanju? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja, ne vem, če že v tej trilogiji. Jaz mislim, da ja, zato ker, to je zopet vsa ta scena, ker tu se zdaj folk ful pogovarja. Ne, se vem, ampak jaz sem glih Tom Hardy ima pogodbo z Marvelom za 5 filmov. On je zdaj že 3 opravo. 4. pride maja. Torej Avenger. Ja, on je bil v... On je bil v Civil War, on je bil v Homecoming. Nek Tom Hardy, pardon, Tom Spider-Man, Tom Holland, sorry. Tom, no. Skratka, on je že 3 pojave v Marvelovem Cinematic Universu opravil, 2 še mora. 4. zdaj pride. 5. zdaj snema, 4. je glih posnel, včeraj so zaključili Avengers, in že snema... še Avengers so vmes, ja. To. Ja, pa je to. In zdaj že snema Spider-Mana. Sony pa noče dati Spider-Mana. Sony je Spider-Mana kupil že zdavne. In oni si želijo potegniti pač glih slavo in famo Toma Hollanda nazaj v Sony, da ga lahko vključujejo v Venom pa Spider-Verse. Ne? Ja, ampak v bistvu tele Marvel filmi in Spider-Mani niso zgolj Marvelovi, ampak so deloma Sony. Sony je soproducent. Ja, ampak lej, to so posebne pogodbe. Ne? En posebni dober intervju obstaja, pa tako kao folk analizira, kako se v bistvu Feige, tako je že od Marvela, kako naredi hudo reakcijo, ko kreativna direktorka, ki ima preko Spider-Mana pa Venoma, omeni, kako bojo Venoma furali, te pa ona omeni tam noter, kao, želimo si, da bo to nadaljevanje pa del nečesa večjega, kao, pa bom samo nek prešine tamle, kva se ti greš stara, mi furamo tlele neko 20-letno zgodbo, razumeš, nimaš ti kaj srad z nekimi Venomi pa levo desno. Tako da Sony ne bo stopal, to so zelo natančno napisane pogodbe. Če oni Tom Hollanda ponucajo v Venomu v nadaljevanju, tako naprej, bo zgolj zaradi videza pa fame, ne bo pa to nič veze z Marvelovim Cinematic Universom. Nobenih kontinuitet pa ne vem. Po tej logiki je lahko sam Spider-Man v Venomu in ne obratno. Točno to je. Točno to, zato ker Sony je vse to kupil že, ne vem, 95. Sony je glavna stvar, mu niso filmi, oni filme delajo zaradi tega, da obdržijo pogodbo. Glavna stvar so njim igre. Ja, seveda. Za po Ljubljani imaš, to je prav noro, po Ljubljani imaš PlayStation 4 reklamo za Spider-Man igrico. Tega še jaz nisem videl. Najbolj popularnih igric je Spider-Man. Se tudi igrica ima, koliko sem gledal na YouTube, malo morje nekih easter eggov pa tako naprej. Mi smo v Anžetovem mreži, ne? Igre. Igre. Sorry. Igrice. Sorry, jaz sem full star player, ne? Ampak jaz še vedno rečem igrice, tako da se lahko skregam z njim. Zdaj bomo pa zihar dobili explicit na iTunesih. Ja. Rekel je igrice. Dobro, igra. No, skratka, mislim, da njim so igre glavna stvar, tako da tole s filmi, kakorkoli se izide čist vrejo. Če lahko ponucajo kaj Spider-Mana v Venomu, pa se tudi še delajo druge filme. Mislim, da ga bojo občasno imeli, da bo mimo prišel. Meni se to zdi, mislim, po moje bojo, če bi Marvel bil pameten, bi Tom Hollanda zaključil pa zaprl vrata, naprimer, kao Sony, ne? Ampak Sony ima pa druge, veš, naprimer, ubiga, na koncu Avengers 4 ali pa kaj levo desno, ne? Ne biti baraba. Ja, pa zakaj pa ne, pa se vračajo ti liki. Itak ne more umreti, kaj ima pol še film. To vemo, da se bo vrnil in da bo imel še naprej. Ampak to je, Venom je
kljub pomanjkljivostim, ne, ker če na hitro rečeš, Venom ima za moja ocena Venoma je 2,5 od 5. Ker nekako deluje pred Marvelovsko, na pol Sam Raimijevsko, a veš, mislim, tako malo campy. Ja, pa malo scenarističnih takih stvari, ki mene fest motijo, recimo. Nikoli ni, zelo slabo so recimo pojasnili. Jaz sicer si predstavljam, ko gledam film, da je pač Venom, ko okuži pač Broka, ne, nekaj tudi od njega dobi, ne, ni samo obratno, ne, ni samo, da ima on super moči, ne vem kaj, ampak tudi v drugo smer gre. On dobi neko človečnost. Ja, zato, ker se je on pol na koncu, ampak tisti dialog je bil meni absolutno prehiter. On pa teče tako šumo in ja, kaj pa zdaj bova ustavila invazijo tvojih v bistvu kolegov, pač drugih simbiontov na zemljo, ali ne bova. In pol, ja, seveda bova, jaz sem loser, ti si loser, primiva se za roko in narediva. Mislim, to mi je bilo malo res, ne moreš to skozi šumo, mislim, ne more to biti med tekom. Mora biti nek fight med njima, mogoče. Ja. Saj neka bi mogla biti. In ona se dejansko nikoli ne soočita, ne? Soočita enkrat prav imaš dobro. mogoče dvakrat. On pač, ko ga Michelle Williams vidi tam, on pač, joj, ne, to sem jaz. Ja, zelo je tako, to me zdaj ful spomnim kot neka Da Vinčijeva šifra, kot folk laufa, pa razlaga drug drugemu, kaj se dogaja. Ključe. Let's go to the library. To je, take stvari, no, pač to me malo zmotilo in pač upam, da v drugem bo je to malo reč. Pa dobro, je pa res, da pač spet, to je pač uvodna štorija, ne, to je meni vedno tak. Pač dobro, pač tle je bilo treba nekaj narediti in pač to z Woodyjem Harrelsonom, meni je to bilo super, meni je res konec, mi je pa najbolj se mi zdelo tako, wow, mogoče bi pa šel še res dvojko gledati. No? Kaj pa drugi after credits? Ja, jaz pa priznam, da ga nisem videl drugega. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, Spider-Verse risanka. Ja. Spider-Man risanka pride ven čez en mesec, ali jo že željno pričakujete, ali kaj zamenite? Viško, jaz sem gledal par trailerov, pa zgleda zanimiva. A meni tudi, mislim, ta after credits mi je bil meni kot vizualcu, mi je zelo kinetičen. To pa noro, ker lahko v bistvu so naredili iz tega cinematičnega režiserskega stališča. Sama zgodba, koliko razumem, je zato v bistvu kao, da se različna vesolja stapljajo med drugim. In so različni Spider-Mani, en je temnopolt, en je belopolt, whatever. To je vse super, poznam okvir nekako, ampak najbolj me je presumno ta kinetika. To je pred Spider-Manom vedno najbolj zanimivo. Kako to njegovo energijo, pa mladostniškost, pa kinetiko prenesti na platno, ker zdaj pač tehnologija naprej, pa efekti ti toliko pa toliko omogočajo, samo moraš biti pa tudi toliko domišljav, kot režiser pa fotograf, da to preneseš na platno. In to, kar sem videl, mi je bilo wow. Moraš imeti domišljijo, si hoče reči, da si domišljav. Ne, moraš biti tudi domišljav, ustrajam na tem. Dobro, vse si se zmazal. Kaj pa menite o tem, da bo sinhro? To je prva taka risanka po Lego Batmanu, ki bo sinhro. Pol pa me ne bo videl, tega pa res ne prebavljam. Ne, se ponavadi imajo dve verziji, se ni. Če bo originalni. Jaz sem Lego Batmana, smo mi hodili gledati. Jaz sem šel slovenskega, pa je vredno. Jaz sem original gledal. A sem pa celo oba, mislim, da sem kino s nečakom, smo gledali slovenskega, pa doma drugega. Itak se mi je zdelo za nečaka to tak. Mislim, to res pa mora biti, vsi ti joki so bili toliko tempirani na starejše, da mi je bilo res tak. Jaz sem to gledal z 5-letno, mislim, ni še bilo 5 niti, pa se je ful dopadlo, ker je pač... se z nečaka se tudi sem pol stvari ne razume, pač vse te fore. Ne, vseeno, ampak dopade se te like, pa da je nekdo zloben. Aha, da je nekdo zloben. Zanimive otroke imaš tega. Ful ima rada, da je nekdo zloben. Po moje bo socialna potrkala po tem podcastu na tvoja vrata. Pozdravljeni, vi imate otroke, ki imajo zlobce v filmih. Ne, pa tudi, da ga premagajo dobri. To pa je lepo. Pa sploh, če je punca zlobna, to je tudi se dopade. Nekaj sem že htel komentirati, kao akcijske scene, ki so mi mogoče malo zanimive v kontrastu z vsemi temi Marvelovimi, pa DC-jevimi, pa tudi Sonyjevimi eskapadami. Venom tu izpade zelo lesen. Mislim, tale njuna simbioza, veš, veš, nekaj me je spomnilo, to je prav, Jackie Chan
Taksidu. Ja, moj bog. Aha, Ja, ker preprosto on butlel ujed v bistvu neko obleko, to je pač Venom. Pa ne razume, kaj se mu dogaja. In ga ta Venom sem vleče naokrog. Kar je sicer na čase dober vir humorja, tako tono z dvigalom, ne bom za punchline vsekal, ampak tisto mi je bilo res super, cel kino se zasmejal tlele. Ampak imel sem pa pač občutek, da v bistvu se Eddie Brock sam vleče, pa mu potem razlaga, kaj morata delati, medtem ko Venom vse za ga opravi. In ta nevarnost, pa ta neka, kako naj rečem, neizogibnost te potrebe, da se ona dva soočita z bad guyom, tako naprej, se mi zmanjša. Tudi je problem, jaz mislim, da Venoma, tako je ponavadi pri teh superjunakih, enih takih, ki niso dosti definirani, njihove supermoči, da jaz ne vem, kje se lahko Venom vstavi. Lahko je naredil padalo iz sebe, lahko je naredil ščit iz sebe, lahko njegova roka, ne vem, 100 metrov gre, ampak ko se pa včasih pokaže, je v bistvu čist mali, pa lahko celega prikrije, v bistvu kot neko zunanji skelet ali pa zunanja koža. Pač jaz točno ne štekam, kje se končajo, pa začnejo njegove supermoči. Tudi sami v filmu se mi zdi, da zelo slabo razložijo. Naprimer, tudi Venom pravi, on Riot, on je neki captain, on je res badass, on ima ne vem kakšen arzenal. Pa ga vidiš, ko se začne ta fajta, te pa kaj že potegne ven z roke, neko kroglo, veš, pa si misliš, to, kaj stari, misli medieval, on je res, čeprav zgleda večji, kao, ne? Ja, mogoče več materije, no, kupo. Ja, čeprav vmes, ko se pretepata, je pač neka fora, da je tudi od hosta odvisno, ne? Ker pač meni bi bilo logično, ker on pač Elon Musk guy, pač zgleda pač neki tough guy proti pač našemu Tomu motherfucking Hardyju, ne? To lepo prosim, proti njemu noben ne izpade tough. Lahko ima še takega simbionta v sebi. V bistvu to moramo tudi reči, da Tom Hardy potem 6 mesecev, ker začne se film kao z break-upom, pa kako on zgubi službo, pol pa 6 mesecev kasneje, on še vedno napumpa. Tistih 6 mesecev kasneje nima nobenega smisla. Jaz tudi ne štekam, zakaj teh 6 mesecev? Zato, da cajt mine. 6 dni kasneje, vem, ampak zato, ker Michelle gotovo ne bi šla takoj drug teden se drugega poiskati. To je treba priznati. To je edina fora. Ker ona, ki gre peš preko, ali kakorkoli gre na avion, tam na drugi strani sveta, pol pa 6 mesecev kasneje prije, mislim, kaj z Adrijo letela in se... Ja, mogoče moram pa še nekaj reči, evo, tu. To sem pa samo v eni recenziji prebral, pa se mi zdela zelo zanimiva ideja, ker noben pa ne omeni tega novega tipa od Michelle Williams, ki ga potem pregleda, ne, kako mu je že ime... Mislim, da je Dan. Pa ne vem, če ni v VIP-u, kjer igra ta tip, ker ga spoznam iz VIP-a, te serije z podpredsednico, ne vem, če ni tam tudi Dan. Ja, ker v bistvu ta tip, skratka, bivši nov tip, njega kao ful se vklopi, pa ga pregleda, pa je zelo čuteč, pa ono levo desno. Pa ni to lepo. Ja, to se mi zdelo, wow, zelo drasko. Ni noben asshole. Posebej pa če je Tom Hardy, jaz ne bi, jaz priznam, da ne bi. Jaz bi ga pustil umreti. Da goni so kurac, veš. Magnetno rezonanco, sam bi še onemu rekel, še daj. Ja, na šopi, na. Here you go, ex-boyfriend. Samo enkrat, če pokliči. Never again, kot rečejo Američani. Ja, no, pač, jaz se bom strinjal, da je nekaj tu cena 2,5 od 5. Pač meni je pa bil zabaven, no pač, čeprav meni je prav grozno, ker zadnja leta vse te akcijske filme, ko hodim gledati, noben mi ni slab, no. Dobro, no, se tu pa tam se najde kakšen. Transformeri. Ok, nisem gledal Transformeri, to se izogibam, kar res vidim, da bo slabo, ne. Ampak recimo, meni je, gled danes, naprimer, pa se že veš do sine, ampak mi je tako rekla, kao, a boste snemali? Ja, kaj pa? Venom, v čem se pa gre, nisem gledala. Pa jaz na hitro nekako razložim, ampak takoj, ko menim Tom Hardy, pa ona, Tom Hardy? Pa jaz, je že v redu, ne? Ampak razlagam naprej, pa vmes v tisti 3-minutni debati moji obnovi 3-krat reče, kao, ne, Tom Hardy, ampak veš, Tom Hardy, samo lej, Tom Hardy. Očitno je nekaj na temo, ker zdaj pa zanimivo, ne? Box office trenutno, koliko kaže, mu gre zelo dobro, nad pričakovanje, ne? Oni so vložili, če se ne motim, v film 100 milijončkov, pa mislim, da zdaj po enem tednu pa pol, ali koliko je, ne? Po 2 vikendih imajo že 318 milijončkov noter v blagajnici. Kar je za takšen film za 2,5 od 5, ne? Wow. In sem presenečen. No? Ne, tukaj je ful sporedno, v Hollywood Reporteru sem prav sporednico z Greatest Showmanom, sam pa vidim še z Wolverinom, ki je tudi Jackman noter. Ne? In v bistvu je stvar v tem, da
oni tam razložijo zelo vredo, da po teh Avengersih, pa vsem tem, ko je tako dark, ne? In vse je tako težko in pomembno je, pa to je en sili akcijski superhero film. In da je glih zato, ker ni bilo dovolj sili akcijskih superhero filmov v zadnjem času, to toliko hit lahko. In isto velja za Wolverina, ki je bil obup od filma, ta prvi, ne Logan ali Origins. Origins. Ki je bil res, mislim, tisti, ki je bil nič. Je bil full hit. No, tam je Deadpool tu. Še Deadpool. Full hit je bil, no, pa tale P.T. Barnum film, ki pa tudi vsi kritiki rečejo, Jezus, to je nekaj najbolj groznega, oči me bolijo, zakaj sem moral to gledati, ne? Ljudje pa rečejo, The bleeding eyes. Da je oči še enkrat gledati, ne? In kaj hočeš povedati, da je to Tom Hardy efekt? Ne, tam je bil Hugh Jackman. Mislim, da je stvar v tem, da ker je toliko bolj lahkoten film, kot vse ostalo, kar je trenutno v kinu, ko ljudje grejo gledati, pa vidijo neko bedarijo, pa je še Tom Hardy not, grejo to raje gledati. Ker to meni je zanimivo, je pa res, da Tom Hardy je težki za casting, ne? Jaz to zamerim recimo Dunkirku, ki mi je bil super film, ker so vojaki prikazani kot anonimni, kot nejunaki, kot pač vojaki, ampak v sekundi, ko pride Tom Hardy v film, pa imaš nekaj junaka, ki ga nihče ne more sestreliti, ki še pristane potem, ko ga streljajo. Ker pa je Tom Hardy, nihče mu ne bi verjel, da bi njega ustrelili po 3 minutah. Ja, Tom Hardyja ne moreš sestreliti. No, vse to hočem. Lahko mu samo spležeš v anus. No, tako da to je to. Zdaj mi dva z Igorjem sva še pogledala Upgrade, tako, ki ga mi ni. Jaz pa ne, sorry, tudi vidva kar, give it all. No, Upgrade je zelo podobna štorija, kjer gre za človeka, ki si najde simbiota, oziroma mu ga najde zlobni Elon Musk. Ne, tu je bolj, ni glih Elon Musk, so računalniki, tako da mora biti ali on od Apple, ali pa ok, Bill Gates ni, po mojem. Bolj Zuckerberg, kaj ga je. Bolj Zuckerberg, tam neki, ok. V glavnem, on je tak full svet prihodnosti, vse dela na voice activated, ne, z avtom se pogovarjaš s hišo, tak dalje. On, ne, ta glavni onak pa je full hands-on guy, popravlja avtomehanik, ima stare ameriški avto, domnevam. Polira te avte stare, frizira in dostavi enega najbogatejšemu človeku na svetu, našemu Vilanu, ki mu pokaže, da ima en čip, nekaj, ki bo spremenil vse. No, potem tekom večera avto, ki bi moral sam voziti, ga pol domov zataji, pridejo bad guy, vbijajo njegovo ženo in njega naredijo hrumega. Ja, tetraplegika. Ne? Ja, tetraplegika. In potem on je resigniran doma, mama skrbi za njega, glavnem pa pameten dom. Jesus, depra. Dokler ne pride ta tip, ne, spet pa reče, se spomniš on čip, ko sem ti povedal, tik pred tvojo nezgodo, za njega pa kak ti bo spremenil življenje. Ja, glej, zdaj ti lahko. Nič ni sumljivo. Ker so prišli. Mi imamo zdaj, da je tudi sajta na clinical trials, bi trajalo več let, lahko pa to pri meni je tak, malo haš, zrihtamo pa je jutri. Doma v dnevni sobi. In to naredijo, ne, in potem on dobi, ne, glej. Čak imenuje se STEM, a ne? Se prav zapomnil, STEM je tak, čip, pač računalniški program. Ni glih tak ful, zdaj razdeljeno. No in potem on s tem čipom lahko vse dela čisto normalno in je ful verjel, ne, in potem ta čip začne govoriti, ne, tako venem. Oglasi se, ampak je bolj računalniški. Ja, bolj tak Siri, varianta sem da je tip. In mu reče, on bolj prigleduje posnetke, security camera, tam, ko so oni vbili, ker valjda policija ne zmore najti teh pergov. In reče, glej, tu bi ti jaz nekaj opozoril, kaj se tu zgodi. In mu oni pove in potem ona grete iskat skupaj in vdreta v stanovanje od enega od storilcev in on ti prije domov, ne. In se proba ta tip z njim, ampak avtomehanik ni fighter in ga oni razfuka. Pa reče oni, glas v glavi, a lahko jaz prevzamem? Reče, okej. In on pač Jackie Chan zlomi ga, super moč ima, čist razbije vse. In pač se to stopnjuje in izkaže se, da tale čip v njegovi glavi v bistvu njega hoče prevzeti in da je tale bad guy mu ga to vgradil zato, ker moj čip tako naročil. Pač prišli smo do onih, ko slišiš božje glasove, ampak čuješ računalniške. Ja. In v bistvu prideš zelo na ex machina varianto, kjer ona s tistim telesom, ki ga naredijo, hoče vam pobegniti, tukaj pa on rabi telo, zato da lahko vam pobegne in
pač telo tega avtomehanika. Ne? In na koncu urata. Njega v bistvu on misli, da se reši, ampak ga zapre v glavo noter in misli, da je žena. Živa je pač nek sanski svet, ali virtual reality mu naredi. Zan, on pa pač prevzame njegovo telo in gre. Tako. Čeprav, zato, ker ste mi razložili, a ni to tak zadnja tretjina Ghost in the Shell, ki v bistvu on, tisti hacker, ki mora pobegniti skozi drugo telo, njo skeka, pa potem po dva pobegneta v internet, to je isto, ni to... Ne, tam je čist... Malo je to drugačno, to je vseeno, mislim, s tem ostaje telesno, tu not, ne, pa je... Ja, pa s tem, podobno kot Ex Machina, ima svoj načrt, ki ti ni čist jasno, ampak ta načrt ne vključuje ljudi. Aha. Se bo infiltriral med ljudi, pa to, ampak nima zdaj karkoli. Ja, je on neka višja zavest. V Ghost in the Shell pa... Skynet, v Ghost in the Shell pa pač... Captain pa Puppet Master skupaj ustvarita naslednji korak. Gre za hibridnost bolj. Ok, razumem. Pri čemer pač je treba reči, da recimo meni ta film, kljub temu scenarističnim par napakam, ki so že z Igorjem pač izpostavlja, da pač je vse tako očitno, da že veš takoj, pač kaj se bo zgodilo. Ampak se mi pa zdi, da ni slab. Posneto recimo se mi je zdel kar dobro. Posnet je zelo v redu in sicer uporablja en trik, ki ga je Lee Whannell pri svojem prijatelju Jamesu Whanu očitno spičil. In ga uporabljajo ta v Fast and Furious. In sicer, da ko je pretep in nekdo pade naokrog, kamera sledi tistemu, ki pada. Tako da te cel čas meče, ampak nisi pa dezorientiran. Vedno veš, kje se in kaj se dogaja. Zelo pametno, premišljeno narejeno, ampak čist drugače. Ne? Ker pri Venomu je pač, ok, gledaj, imajo kar chase, on se priliva, malo lepo to zgleda. Pa slow-mo, da dobiš čist malo geografije. Ampak zdaj, da bi ti pokazal, mislim, v Avengersih pa v milijonu teh akcijskih filmov je zelo podobno. Tole pa dejansko vizualno naredi zelo drugače. Muska bi lahko bila še malo boljša, se mi zdi pač malo bolj elektrotehno. Imaš ta feeling nekega ne steampunka, ampak pač ta feeling nekaj cyberpunka, pač on, ko se premika, pa ta kamera z njim, pa tako, zgleda zelo vizualno, ko en ples, veš, pa on je res tako čist hiter, pač on se premika, mu izmika in tako, in pač roke, pa sam pač 2-3 gibe, pa je že na tleh. Ja, tako Neo v Matrici. Ja, je neka taka fora, ampak kamera res zelo fina, no. Zako, zdaj sta ma prav kupla. No, in pač meni se zelo budget zadeva. Čeprav ta kamera, ni to taka Danny Glover, Atlanta varianta, veš, kaj neki video, ko on tako pada dol, to je ta mladi. Ta mladi. Lando Calrissian. En video je dal ven iz Atlante, ki v bistvu on je fulukal noter. V bistvu pravi ena taka kamera, ki folk študira, kako je to hudiče naredil. On je v bistvu stoji, pa pada na tla dol. Skratka, kako da bi se ti za na levo prekucno dol, pa kamera prpopana, potem ne vem, na njegov pas, temu se reče ena posebna, pozabil sem, kako se reče ti kameri. Ampak vsi ti transitioni so narejeni tako, kot da on non-stop rotira. A veš? A je to kaj tajega? Ne, to je dosti bolj manjši občutek, kot da fokus je na človeku. Pa ponavadi pač na njem, na tem pač glavnem. Na tem, in ko tega človeka zruši, gre kamera z njim. Ja. In pol pade se prevrne, in pol, ko se on vstane, greš nazaj, se pobereš. Aha, ok, cool. To nekak. Ne, meni je bil res, se mi je zdelo film. Fin film, tako... Pač res se vidi, da ne rabiš dosti, no pač dobro se pravim, na scenariju bi res lahko malo boljš delali, ne, ampak ne rabiš pa dosti, da narediš res gledljiv film, no. Se mi je zdelo. In jaz se strinjam, da recimo akcija je tu skoraj boljša kot pri Venomu. Kje pa lahko to vidiš? Zdaj pač stvar je... Na internetih, ni pa še na Netflixu. Aha. Je pa z Netflixova, ne? Ni pa bilo v kinih, ne? Ne, ni bilo pa ne, to je tak. Zelo limited je bilo. V bistvu je imel full vredo reviewe, ampak je independent, avstralski film. Ja, ne more kar tak med distributerje domnevam. Kako pa to zavidite, vidva z Venomom, samo tale stem, ki prevzame telo? Tole je zelo povezano, kako ona dva komunicirata in kak je odnos med njima. Gre v čist drugo smer, ne? Pri Venomu se ona dva naučita sodelovati, pa vse pri tem pa... Samo, ga hoče z... Najprej misliš, da sodelujeta, ne? On je nič kaj sinister na začetku, tale glas v njegovi glavi. Posebej, kar je res dobro narejeno, nekaj je vse voice activated, tako si rekel. Ne? In na začetku imaš feeling, kot da se pač on pogovarja
pa če namesto z Siri, lučjo ali pa hišo, pač za Siri, ja, pač ki mu pomaga. Sam pač on ga pol zelo prefrigano obrne. To je bil meni dober obrat, ne. Pa že pustimo to, da je pol izkazati se, da on vse si to zmislil, pa nihče ne pojasni kje je bil on prej, da si je kar lahko na unga, je imel slike na Instagramu in je bil influencer, da ga influencal, skratka, da je on usadil to not, ampak ja, pač to mi je bilo pa všečno, se mi zdi, da ta, pa tudi pač konec je bil kar tako creepy, no. Čeprav mogoče je res tudi za nadaljevanje že narejen ali pa kaj. Aha, nastavljeno. Ne bo, zato ker ni bilo finančno. Ne, ampak ja, tako independent, lep film, no, kjer ga res, fino je pa pogledati z Venomom, ne, kjer imaš res to razkošno, pač to je si rekel 100 milijonov vrženih, tle pa pač precej manj, ampak jaz mislim, evo, s kamer, koliko se da narediti z enim čistim pač takim kineastičnim trikom, ne. Pa zelo tudi navezava je na Ex Machina, v enih elementih štorije in tudi v tem, kak je low budget izkoriščen najboljš možno. Tako da ja. Priporočamo torej še ogled Upgrade. Super, mene sta kupla. Super. Ja, jaz prej sem pozabil omeniti tale Fleischer, ki je posnel tega njegov najljubši zombi film. Ja, tudi Zombieland je posnel med drugim, ne? In pozabili smo zadnjič omeniti na prejšnjem podcastu Santa Clarita Diet, ne? Kaj je tudi neka nova serija za zombije. No? Že druga sezona je, tako da ni čisto nova. No, tako da pač to pripenjamo zraven, če boste pač... Če ste slučajno, se vam zdi, da smo vam premalo povedali zadnjič. Drugače še ne, kar je super cool v Santa Clariti, da se pol izkaže, da zdravilo za zombizem ali karkoli skriva v srbskih koreninah, zato ker rabiš žolč Srba, ki je lahko največ eno generacijo removed. Pravi, da se enim pol iščejo, kje bojo najdli Srba, ki bo zbruhal malo žolča, da lahko naredijo zdravilo. To je pa rad bil na tem sestanku, ko so prišli do tega. No, in potem pa je še to staro gospod, ki preklinja, ko mornar po srbsko, to je res brilliant. Ja, ker najde neke knjige srbske stare, ki se to pojavilo v ne vem, kjer 12. stoletju že tam. Tudi pa po moje so to Srbe, kar iz nekega rokava vem potegnili. Ja, po moje tam šljivovico vsekali litrco, pa kao, vampiri so res naši zombi, pa res nimajo dobene veze z Evropo oziroma s to folkloro. Zmenili smo se, da bomo zdaj neke vrste rubriko odprli tudi proti koncu. Skratka, obodovci gledajo in priporočajo ali pa berejo in priporočajo, tako da pač mogoče vsak pove kakšno priporočilo, pač od tega, kar morda ne bomo posneli, pa vseeno spremljamo, vidimo in tako in da je v redu. Jaz bom mogoče za začetek čisto na kratko, zunaj seveda nov Doctor Who, nova sezona Doctor Whoja, kjer je zdaj doktor Hujka, ali kako naj temo? Doktorica Hu. Hvala, Igor, ne vem. Pa sem jaz slovenist le. Skratka, doktorica kdo je zdajle in jaz moram priznati, da po prvem delu Jodie Whittaker, seveda, po prvem delu moram reči, da sem bil kar pozitivno presenečen. Predvsem sem se bal, ker so menjali precej ekipe, ne, od ustvarjalcev in vse, štori. Problem prejšnjega, kaj je že bil Huja, pač njenega predhodnika Capaldija, hvala. Capaldija je bil, začetne štorije so bile popolnoma za nič. In zaradi tega je meni on postal dober Doktor Who šele v zadnji sezoni, v zadnjih par delih. Tle pa z Jodie mislim, da so v redu začeli, no. Zdaj pač v prvem delu težko rečeš pač karkoli o njej, kakšna je pa nič. Ma bolj ta komični vidik enega Tennanta ali pa Smitha, spet nazaj ni resna kot Capaldi. Ampak meni je bilo všeč, pač štorija, prva je bila dost simple in dost pač taka, da uvede stvar in tako da jaz se veselim nadaljevanja. No, mislim, da zdaj vsi mi hujevci smo lahko veseli, da po moje zdaj izgleda, da bomo vseeno dobili nekaj vredno gledanja naprej. No, drugače, ko si omenil, ekipa se je zamenjala, tip, ki je resurrectal Dr. Whoja, Steven Moffat, je pa glih objavil, da skupaj z Gattisom, ki dela v Sherlocka, dela ta Dracula štorijo, ki se bo dogajala v viktorijanski Angliji. Ampak bo zagotovo nek drugačen pristop. No, skaj vidva gledata, bereta?
Ja, zdaj, če si že ti gledaš neke stvari, pa jaz kaj berem. Boš pa ti povedal, kaj bi In sicer letos sem videl, najboljši film, ki sem ga videl letos, je Annihilation, še vedno na tej točki. Potem me je to spodbudilo, da sem šel knjige brati, ki so še bolj insane in super. Gre za več knjig? Gre za trilogijo. Annihilation je prvi del trilogije in je podobna štorija zdaj Alex Garland, ki je snemal, ko je naredil scenarij, ga je naredil na osnovi tega, da je knjigo, tako se trdi, da je knjigo enkrat prebral. Ta knjiga je postila močen vtis na njemu in potem je naredil scenarij, glede na to, koliko se je kaj spomnil. Ne nujno glede na... Ne, da bi prav posnel. Ne, da bi šel potem prebrati drugo knjigo ali tretjo knjigo ali da bi šel pisatelja vprašati, kaj si s tem mislil, ampak na osnovi stvari, kot se jih je spomnil, kot je to vtis naredilo na njemu. Ni slaba metoda. Lepa. Ja, posledično je bil to zelo slab izgovor, ko so mu rekli whitewashing, zato ker v prvi knjigi ti ne zveš rase od nobenega, tudi imen. Potem v drugi knjigi pa zveš, da ena, ki jo tu igra, ki jo igra Natalie Portman, je kitajskega porekla, oziroma deloma kitajskega, ona, ki jo pa igra Jennifer Jason Leigh, tista pa je Indijanka celo, oziroma Native American. Tako da on se je pač odločil za igralke, kot se je odločil. Slabo si je zapomnil porekla likov. Ne, ni jih, v prvi knjigi jih ni, v druge pa kao ni bral. Je pa en kup stvari v filmu, ki se pojavijo v drugi ali tretji knjigi, tako da nekdo mu je dal kak hint, tudi če res ni prebral cele trilogije, ampak kakorkoli, knjiga je super. Še bolj te potegne noter v ta Area X in kar je predvsem vredno pol pri naslednjih, da ti dobiš idejo, pač tu je neko področje, ki je alien, kjer se dogajajo čudne stvari in obstaja raziskovalna ustanova, ki to tajno preiskuje. Ampak ta ustanova obstaja že 20-30 let in vsi tam so že izgubili vsakršno idejo, da bi kdaj prišli do kakih rezultatov, ne vejo, kaj je. Lovijo se v krogih, v birokraciji in ful v to smer potem še pelje dalje. In potem v tretji pa zelo zanimivo zaključi in v redu pelje štorijo. To se sliši tudi zanimivo. Jaz bom 3 zadeve omenil. Eno serijo, torej Sharper Objects. Sharp Objects, mi to, daj omeni nama to, kar... Ja, vidva ste to že gledali, jaz pa zdaj gledam. Meni je tudi knjiga. To ne vem. Jaz berem kaj drugega in tudi to bom omenil. Dobro, kaj dopade se ti Sharp Objects? Super, zdaj sem pri 6. delu in pač kdor še ni gledal, priporočam moram, ker to je prav čut se Amy Adams, energija pa ona je executive producer, glavna igralka. Ne vem, če je kaj pred scenarijem prste imela zraven, ampak to je res super, sicer zelo temačno. Moram priznati, da še kar bedim po temu, če gledaš ob 11 ali pa tega. Pa tudi tako je narejeno, da zelo težko spustiš, taki cliffhangeri so, da te kar vleče naprej. Tako da to, potem prebral sem zdaj že 3. knjigo Expanse, torej imamo TV serijo, ki jo bomo omenili, ampak ne bom šel preveč za to noter. Zdaj čakamo, da bomo nekje lahko videli 3. sezono. Jaz moram reči, da sem malo Gustara mogel zašpilati, ker sem bil pač neočakan, pa Netflix mi je žal umaknil moji 2 sezoni, ki sem jih že pogledal, zdaj sem pa knjige šel brati. In knjige so super, glih drugačni, loki so malo, kako prideš do iste rešitve, pa problema so malo drugače, tako da v bistvu nič ne zgubiš, če bereš sproti, pa gledaš sproti, nič ni narobe. Moram pa dati eno rahlo kritiko, za moj okus je malo preveč suhoparen stil pisanja. Je pač res taki zelo straightforward, faktografski, ampak napetost je pa tam, je pa zgodbica vse. To moram reči, da jaz sem prebral 2 knjigi, na začetku druge je ful frustrirajoče, ko prideš do likov, ki so bili že v prejšnji knjigi, ker obnovijo celo zgodbo. Fuck. Jaz, ki sem že to naredil, pa onega sem izgubil prijatelja, pa tako vem, prebrali smo celo knjigo o tem. Kaj zdaj delaš? Tako da to je ena, tudi priporočam, samo se o tem pogovarjali, smo že planirali epizodo o tem, 3. pa je zdaj na sredini Duna, torej Peščeni planet. To mi je pa res mega podolgem, mislim, da po 15 letih jo zdaj drugič berem, zato ker pride slovenski prevod, sem slišal. Tako nekdo ga je prevedel, nihče ne ve kdo. Skrivnostna oseba. Po imenu Igor Har. Skratka, prednaročila še
še vedno laufajo, ne? Zdaj, če ne bo, mislim, malo reklame, vseeno lahko naredimo na založbi Sanje, knjiga, tipkajte njihov naslov. Peščeni planet je tako poiščete naslov. Peščeni planet in to je Dune, ne se bat, to je Dune, Peščeni planet in kliknite pred naroči. Ja. Spice Now. Tako, Spice Now. No, kaj boš povedal, zakaj naj to naredijo? V kontrastu z Expansom ali pa drugim fantasyjem je to tak next level, po stilu, po likih, po globini, po psihologiji, da me je tako bom rekel, po 100 straneh, ne samo, da sem bil kupljen, jaz sem bil prodan. Ja. In to za prgišče ščitov in spajsa. Jaz sem bil prodan. To si imel zapomniti. Ko boste brali, najboljša scena v knjigi je, ko imajo večerjo. Tisto... Ja, to je noro. Menja čez celo poglavje, ko imajo ljudje razni večerjo in z enega na drugega menja in perspektivo od vsakega njih dobiš, kaj se dogaja in kako razumejo situacijo. In kako opazujejo in tiste majhne namige. Pa to je tak next level shit, mislim. Tolkien sploh ni praskal po temu. Naprimer Jordan v Wheel of Time, naprimer, niti praskal ni po površini, to kar Herbert dela. Ne? To je noro. Res pa. Wheel of Time bo tudi serija počasto. Kome čakam? Jaz niti ne, ampak... Mene pa zanima, kako ratalo. No? Okay, no. Ampak dobro, če parduno ostanemo. Ker se že omenil, je bilo treba, pač to je fino. Še kaj, Igor, nisi ti hotel še nekaj House on Haunted Hill sem začel gledati, to je nova zadeva na Netflixu, serija ful je scary. Ful je dobro posneto, grozljivka, 10-delna poena. Povezana štorija. Igor House Horror Mestra, veš. Vsak svoj del povezano, ena štorija. Ena štorija je malo tako kingovsko deluje, ker je glavni junak je pisatelj grozljivk. Pisatelj grozljivka pride v hišo. Ne, dejansko je bolj clever. On je odraščal v hiši, kjer je grozlo, kjer je strašilo, kjer se je nekaj groznega zgodilo, ampak on ni nič videl. Njegov mama je umrla tam, uradno samomor, fotor je nekaj videl, sestra pa brat sta nekaj videla in sta ful zjebana. Starejše sestre tudi niste nič prav videli, ampak tako on pa ni. S tem, da on je potem začel pisati o tem, kaj so drugi rekli, da so videli in je naredil grozljivko in potem hodi naokrog in spoznava ljudi, ki mu povejo, kje je nekaj strašno in on to naredi v grozljivko, tudi kljub temu, da vedno ugotovi, da kao ni bilo nič. Ne? In zdaj prvi del ima naslov Steven sees a ghost in pač cel cajt je on skeptik in na koncu prvega dela he sees a fucking ghost in pol se štorija šele zares začne. Okay, to pa lepa. Ja. Priznam, da me je to tudi začelo zanimati. No? Apropo, všeč mi je ta okrašava glagola grozilo na grozlo. Všeč mi je. Grozlo je. Grozlo. Dobro, smo. Torej, naslednji del so grozljivke. Right. Vabljeni, naslednji del je Halloween special, bomo naredili za vas. Čez en teden. Tako, pa še to, zdaj nas poslušate po 2 tednih, ampak surprise, naslednji teden smo spet z vami in bo Halloween special in bomo pogovarjali se bomo najbrž o filmu o novem Halloweenu in pa o najljubših grozljivkah. Ja, in če hitro zdaj še poslušate, so morda še vstopnice za Kinodvorovo noč grozljivk, kjer bodo prikazali Rosemary's Baby, klasiko, knjigo, film, oboje. Še bolj knjigo preporočam. Overlord, film Drugi svetovni vojni in pošasti, zelo visoke ocene, trailer izgleda super, ful pričakujemo in ob 22. Suspiria. To mi deli. Film, ki če ga ne boste ujeli tukaj, bo tudi na Leafu, drugače pa še nima distribucije pri nas. No, pa gotovo ga bomo za Halloween special že omenjali. Ja, bo pa še Pekel, nemški film. Ob 3 zjutraj je idealen čas za Evil Dead, Sam Raimi in potem še Francozi, Xavier Gens. Tako da se zbudite, da pridete domov intelektualni, še malo. Intelektualno grozljivko. Dobro, naslednji bomo kaj več povedali o ekstravaganci še. Tako je, od Leafovi, ker se Leaf bliža. Ja, in vas vabimo na vse te dogodke. Večino filmov si lahko seveda ogledate tudi v Kinu Bežigrad, kjer snemamo naš podcast. Skratka, to je bilo to za ta denar. Poslušali ste že 5. epizodo
podcasta Obot. Če ste šele zdaj ugotovili, da je to 5. epizoda, imate 4, še ki jih lahko poslušate. Ki so vse eksplicitno označene. Tako, vse eksplicitno, tako da ne v bližini vaših otrok ali babic. Ali drugih otrok. Ali drugih otrok, ja. Čeprav, a veš, kaj mene briga za druge otroke, to lahko mogoče poslušate. Skratka, podcast Obot je podcast za serije, filme, risanke vseh žanrov, od F do Z, ki jo gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, samo vtipkaš Gegič, Igor Pedija Harp in Aljoša Katana je seksi Harlamov. Kot bi rekel, že kje se vaj najde na internetih, fanta? Mito, handle. Da shandlam tole. Ja. @budamit na Twitterju, Mito Gigič na Facebooku, @budamit tudi na Instagramu, pa na YouTubu. Imam tudi svojo spletko. Končno je priznal, da ima na YouTubu. Ja, imam, ja, samo zelo tajim svoje lajke. Ampak tam si tudi Budamit, ne? Ja, Budamit, okay, Budino meso. Vedno prevajam tale šit. Ja, ne vem zakaj. Ne razumem. Ja. Imam pa še spletno stran, kjer lahko gledate moje igrice z akrilnimi barvami. Ne? Torej, mitogigic.carbonmate.com, nekaj tazga. Ja. Pogugli pa už. Skratka, Mito je slikar, če niste vedeli. Ja. Igor, kje se tebe najde? Na Twitterju, kalendarku, na spletno stran imam, gledal bom YouTube kanal, tak isto. Na zadnji epizodi Osvežilne fronte razlagam, tako, kdo je geek in kaj je geek. Tudi to najdete na YouTubu. Naslova ni treba povedati. Osvežilna fronta. Ja. Osvežilna fronta, pogledajte, če še niste. To najdete na arhivu RTV Slovenija. In na YouTubu. In na YouTubu, ja. Ja. Mene najdete kot Al Harlamov na Twitterju, Aljoša Harlamov na Facebooku, mislim, da je isto na Instagramu, ker itak ne objavljam kaj dost, da tam niti nima smisla kaj dost. In pa jaz imam tudi blog Aljoša Harlamov, oziroma se ne vem, kako je Zauberberg. Ne, Zauberberg, ti spustimo, to je doktorat, kdo koga to briga. Okay. Pisun se imenuje, pač Aljoša Harlamov Pisun, tako najdete moj blog, kjer objavljam v bistvu prosto dostopne svoje kolumne, ki jih objavljam marsikje. Skratka, če vam je bila epizoda današnja všeč, če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus, ki ima odlični izbor podcastov za vsakega, med drugim seveda našega. In če ste zaposleni v tajnih CIA zaporih, lahko z našim podcastom mučite zapornike. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje. Zdaj ponovim tudi slike, ki ste jih posneli z nekim navdihom ob našem podcastu, vaše izraze, kako ste se počutili, ko ste poslušali naše štajerske naglase, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet ne čez 2, ampak čez 1 teden za Halloween. Noč čarovnic. Kar mimo grede, preden nas obtožite, da smo kapitalisti. To je keltski praznik, Kelti so bili tu pred nami, tako da je na pol tudi naš. Ja, mislim od te lokacije, kjer živimo. Tako da se mi smo Slovani. Za Halloween. Čak ne, kako je, ali ni to Samhain ali kaj je to? V originalu keltsko. Ne vem, kak je keltsko. Skratka, Halloween, vse veste, kdaj je. Poslušajte nas. You've been served.